Dušan, pozdravljen. Zdaj pred nami je prva domača tekma, tvoja prva domača tekma po tekmi z Olimpijo. Imel si nekoliko več časa za pripravo s fanti. Kako je bilo? Ja, zelo intenzivno. Sestanki so malo daljši, kot bi si jih želel, zato ker se moramo spoznati s fanti, neke informacije predati. Treniramo po planu, tako da vzdušje je dobro, fantje so motivirani. Mogoče zame kot trenerja, ki že imam neke izkušnje, je to obdobje do konca prestopnega roka malo negotovo, ampak kar se procesa treninga tiče, so fantje res zavzeti, pridni, lahko rečem, in se vidi, da sem prišel v klub, ki ima urejene zadeve, in zato je posledično tudi meni kot trenerju lažje. Zdaj v politiki je tako, ne? Pride nov predsednik vlade, pa rečejo, da imamo 100 dni miru, potem ga bomo pa prvič ocenjevali. Pri tebi pravzaprav miru ni, ne? Verjetno najmočnejši trije klubi takoj na začetku: Olimpija, Celje, Maribor. Kako ti gledaš na to? Podobno, torej seveda je rezultat tisti, ki te naredi pametnega. Tudi na prvi tekmi sem dobil občutek, da bi lahko več vzeli, kot da se nam je ponujalo več, da bi lahko z nekaj kančkom sreče se tudi v našo smer obrnilo, ampak sam sem tudi fantom povedal, da moja želja je igrati proti najboljšim klubom, tudi prijateljske tekme si želim, ker ta naš igralski kader je mlad, želel bi fante, da imajo čim več težkih tekem, čim več močnih nasprotnikov in seveda, da čim večkrat pokažemo nek pogumen obraz in da svoj talent, ki ga sigurno v teh dneh sem spoznal, da ga je kar nekaj, tako da mogoče neke zadeve še da spoznajo, ki so meni podobne za nek način igre, in se veselim vsakega treninga za enkrat. Seveda je pa, kot sva že na začetku rekla, rezultat tisti, ki ti olajša, da se dela. Jaz sam kot trener pa vem, da tudi, ko sem tekme zmagoval, sem bil dostikrat zaskrbljen, pa vendar si želimo zmagovati čim večkrat in da dodamo tisto neko sliko igre, ki sem si jo zamislil, da vsi skupaj, in igralci in stroka in uprava, da smo nekako enotni in da skupaj gremo proti nekem cilju, ki pa je v Domžalah že skozi leta bil zelo jasen. Želimo razvijati igralce, želimo, da ti igralci dobro izgledajo na igrišču in da jih naučimo nekih principov, ki pa so blizu mednarodnim. Ja, zdaj prihaja Celje. Včeraj je Celje naredilo kar pomemben korak v Evropo. Tudi rezultat je bil zelo lep, 4-1. A kaj pričakuješ od te tekme? Bo to kaj vplivalo, ta njihova evropska pot, na to tekmo z nami v nedeljo? Čas bo pokazal, kaj ne rečem. Jaz se izjemno veselim, Celju čestitam za izjemen uspeh v Evropi, kar je dobro za slovenski nogomet. Torej letos se dogaja nekaj, kar se v preteklosti ni velikokrat, da so kar trije naši klubi v Evropi pustili nek pečat, in to se tudi sam želim. Seveda si tudi z Domžalami želimo igrati v Evropi, želimo biti mladi, poletni, želimo to energijo neko mladostniško izkoristiti, in za nas bo izziv Celje. Dobra ekipa, odličen kader, odlično vodena, klub s tradicijo. Domžale pa isto želimo pokazati na tej tekmi, da smo spodoben konkurent, in seveda želimo tudi rezultatsko biti uspešni. Ja, in s čim bi bil zadovoljen v nedeljo? Vemo tudi, da je tekma dobrodelno obarvana. Ja, s čim večjim obiskom. Torej, sam verjamem, da ljudje pridejo na tekmo, ko imajo kaj videti. Seveda jih je konstantno treba zadovoljiti, da pridejo tudi naslednjič, da vidijo neko vsebino, in tukaj je tudi moj plan tak, da te mladi fantje dajo vse od sebe in da jih pridejo podpirati. Zdaj, na nas je pa, kaj bomo pustili na igrišču, in seveda od tega učinka. Ta učink je zelo pomemben, da tisto, kar si pripravimo, da izkoristimo, da je potem celemu klubu lažje igrati, tudi upravi, urediti finance in vse to skupaj. Tako da to je vse povezano, in zato nek moj moto je, dajmo vsi skupaj stopiti, dajmo vsi, pač, če so kakšni problemi, se pogovoriti, videti, če najdemo lahko rešitve se pa vse zanajdejo, če so ljudje pripravljeni sodelovati. Hvala in srečno v nedeljo. Hvala tudi vam, mogoče ob tej priložnosti povabim naše navijače, da se nam v čim večjem številu pridružimo, pa da nam pomagajo biti rezultatsko uspešni.